Dobar dan, bi rekla skoraj da vsem, glede na to, da je poletje in da so dnevi dolgi, je že bolj dober dan kot dober večer. Lepo, da se spet vidimo na aprilskem večeru Svete domovine. Danes je res dogodek v znamenju Slovenske izseljenske matice. Vidite, da smo v tej naši avli že kar nekaj časa vsi v smetju, s temi krasnimi slikami Stefanije Jakovac Bakaj iz Alžirja v Avstraliji, ki jo je postavila Slovenska izseljenska matica, za kar se jim lepo zahvaljujemo, da so nam res prinesli pomlad. Bom povedala pošteno, da jaz sem se kar težko odpovedala temu slovu. Ampak je to lažje, ker mi je veselje čas, da ljudem sedi človek, ki je verjetno med redkimi v Sloveniji, ki zna misliti in čutiti v resnici dejavnost in usodo Slovencev zunaj meja Republike Slovenije, predsednik Slovenske izseljenske matice, dr. Boris Jesih. Dobrodošel. Hvala. Da si prejel to vlogo danes in me zelo veseli tudi, da je njegov in naš gost, gospod, ki sicer večino časa preživi v matični domovini, ampak je res izjemno velik prijatelj, podpornik, vir znanja in spretnosti za številne naše rojakinje in rojake po svetu. Dr. Tomaž Simetinger, ki je napisal eno krasno knjigo, meni posebej pri srcu, sem z veseljem prebrala in se zahvaljujem za knjižni dar, zaradi tega, ker pripoveduje zgodbo o, temu rečemo, običajen človek, ampak ni običajni knjižni. Vsak od nas je nekaj posebnega in v resnici bolj kot zgodbe kraljev in generalov, naša zgodovina in naša preteklost tvorijo usode številnih posebnih ljudi in enega od njih bomo odkrili tudi v tem današnjem pogovoru, ki se ga vsi skupaj zelo veselimo. Tako da hvala vsem in uživajte. Hvala, jaz ne vem kaj, zdaj mi je narodno, ker državna sekretarka tako lepo povedala. Hvala za to priložnost. Jaz sem trdno prepričan, da če bi bila državna sekretarka na tem stolu, da bi to bilo veliko bolj imenitno, ampak bila s tom važno smo obljubila, da se bo potrudila, da bo vsem približek temu naredila, kot je ponavadi. Danes imamo dva gosta, prvi je Tomaž Simetinger, bravo jaz. Tako, ker je Korošec, to boste, ko bo spregovoril, takoj slišali. Drugi je pa France Bambič. Ampak o Francetu Bambiču nekaj pozneje, ampak ker bomo se glavnem pogovarjali o Francetu Bambiču, jaz bi Tomaža zelo v 3 stavkih predstavil. Je, bom rekel, eden bolj prodornih, tako čudno besedo uporabljam, ampak kar drži, slovenskih etnologov. Jaz sem njegovo bibliografijo bral in moram reči, da kljub temu, da je imel v svojem življenju čudne službe, zdaj v tem trenutku je točno na pravem mestu, tam, kjer sodi, je na oddelku za etnologijo Filozofske fakultete. Je z njegove bibliografije jasno, da se je vse skozi ukvarjal s tistim, kar je študiral. Res je to, kot je že Vesna Humar rekla, da je kar nekaj njegovega raziskovalnega dela namenjeno Slovencem zunaj, predvsem koroškim Slovencem. Tako da jaz bi še samo eno zanimivost, ki je meni padla, ko sem njegov življenjepis, preden preidemo k Francetu Bambiču, sem videl, da je dobil srebrnega piskača Zveze kulturnih društev Ljubljana za delo na področju folklorne dejavnosti. Meni je ta srebrni piskač zanimiv rato, pa bi te prosil za uvod, da poveš, kaj to je sploh. To je ena strašno fajna nagrada. Piskač. Zdaj predzgodba je ta, to ni bil vedno piskač, včasih je bila to žaba. To je bila žaba. Jože Osterman, ti boš zelo dosti vedel, tudi o tej žabi se zelo dobro spomniš. Kako? Tudi pred žabo. Ljubljanske žvaline. Tako. Nekako so hoteli, mislim, da nekaj časa bila zgodba o zmaju, pa je zmaja se je že podeljevalo, pa smo rekli, če smo v Ljubljani žabarji, potem naj bo pa žaba.
pol pa to malo čudno začelo zveneti, da si dobil za nagrado častno žabo, recimo, ali nekaj takega. In se je to preimenovalo v piskača. To gre pa seveda za mestne piskače, tisti, ki so napovedovali različne slovesne dogodke ali pa ure, ne, ki so seveda s temi srednjeveškimi alta kapela zasedbami igrali, a ne, tukaj iz gradu ali pa iz teh pomembnejših hiš tukaj po Ljubljani, tako da se je po teh piskačih simbolično poimenovalo to nagrado, ki naznanja nek slovesen čas, ne, tako da evo, en tak mi igra doma na omari zdaj, tako da. Tako, no, gremo k knjigi. Jaz bom najprej rekel nekaj generali, povedal nekaj takih podatkov. Mogoče na začetku. Jože Osterman, član Slovenske izseljenske matice, enkrat prišel na matico, ne smo imeli kakšen sestanek in je rekel, to je pa ena super zadeva, a bi mi to probali narediti, ne? Skupaj z ZKD-jem, ja. Filozofsko fakulteto, predvsem pa hvala tukaj tej pisarni, ne, da so nam pomagali, da smo to finančno speljali. Moram omeniti, da poleg urednika, se pravi tistega, ki je to vsebinsko uredil, moram omeniti, da mi je povedal, da je gospa dr. Urša Šivic tukaj z nami, ne, ki je besedilo pregledala in tehnično uredila. Dobrodošla, vesel sem, da vas zdaj vidim tudi v živo, ne samo v knjigi. Tako da knjigo smo izdali torej na Slovenski izseljenski matici. Tomaž je vprašal, ja, kje jo pa prodajamo. Mi v bistvu knjig na nek način ne prodajamo, zato ker jaz to ne vem, če je čisto točno, ampak če nam država denar, ne, pol ne smemo tega prodajati naprej, ampak včasih pobiramo kakšne prostovoljne prispevke. Knjiga je tamle v sosednji pisarni, če jo kdo hoče dobiti, jo z veseljem dobi brez prostovoljnega prispevka. Se pravi, danes smo pogovarjali o malem popisu in romanu, naslovljenem Iz mojega potovanja, življenje, zdravljenje in trpljenje in nekoliko o vojnih dogodkih, ki jih je napisal posestnik po Nikvah, številka 2, numera 2, piše tukaj, župnija Dobre Polje in letnica je 1911 na Kranjskem. Se pravi, 1911 se je ta knjiga začela. Ampak preden pridemo k vsebini, kje sta se pa vidva z Francetom Bambičem spoznala? Pravzaprav, ko sem pisal eno drugo knjigo, se je to zgodilo čisto preprosto na terenu. Se veste, etnologi smo pač terenci, se veste, kako je to. Mislim, naj bi hodili po terenu. In jaz sem pred leti, ne vem kaj sem neki dol v Ponikvah na Dolenjskem delal. In se je zgodilo to, da so mi tam rekli, moraš ti priti k nam, pa imamo enega pusta tu posebnega. In res, v Ponikvah na Dolenjskem, ne vem, če poznate, to je čisto mala vas. Mislim, da njih 300 ljudi živi tam, kaj takšnega, 300-400 ljudi. In oni imajo eno zelo specifično pustno obliko pustovanja. A ne? Ko sem jaz tja prišel in začnem gledati, kako tisti pust poteka, sem rekel, to je pa nekaj zelo nenavadnega, ker to imajo cel dan teče, večkratne obhode, preoblačijo se, stare maske, nove maske, kdo ima pravico do kakih mask noter, še vedno imajo to samo neporočeni fanti, ampak cela vas sodeluje v glavnem. To traja cel dan, ne 3-krat grejo skozi po vasi, do večerne zabave, a ne. Začne se že pa en mesec pred pustom vse skupne, tu nisem na pusten dan, ko se fanti oblačijo v te njihove znamenite peteline, pol pa z biči pa s palcami podijo otroke tam okrog, pa narežejo kakšnega, da je vesele tudi, ne, da je pol cel škandal po vas tudi. No, v glavnem, in ko sem jaz prišel dol, sem rekel, to pa je treba, najprej je treba pripraviti in smo dali takoj vlogo za registr nesnovne dediščine in sem jim obljubil, da jim bom pač napisal eno študijo o tem, da se dokumentiramo, zato ker nikjer ni bilo nič o teh. Znane so dobrepoljske mačkare oziroma te zagoriške, ki so jih že po vojni rekonstruirali, ampak to par kilometrov stran so te Ponikve, o tem ni bilo pa nič. Nobenih historičnih verov, noben nič ni vedel, nobenih dokumentov nismo imeli, nič nismo imeli. In se nekaj nič treba na teren med ljudi in sem jaz začel hoditi dol. In ko sem jaz iskal te dokumente v teh maskah, mi reče, veš, kaj tam pri eni hiši imajo pa en star rokopis od enega domačina, ki je sicer v Ameriko hodil, ampak on je tam vse sorte not pisal, morda bi pa v teh maskah tudi kaj tam not pisalo.
In sem jaz šel seveda tam Glaču, se reče, don z Glečevim in rečem tam, če mi lahko posodijo tisto, da bi jaz sam toliko, da vidim tiste papirje. In mi reče, ja, v redu, bomo pokazali in tega je bilo skoraj 600 strani. Ne? In sem jaz rekel, ljubi Bog, in jaz se usedem tam zraven in začnem jaz to seveda počasi brati. Vzelo mi par dni, da sem jaz to prišel skozi in bolj, ko sem jaz to izbral, sem rekel, pa to je samo po sebi zanimivo gradivo. Ne? Mislim, 600 strani takega teksta dobiti, to je pravzaprav res fascinantna zadeva, zelo redko naletiš na kaj takšnega. Iz tega obdobja, predvsem pa, da je to tekst, ki govori o večkratni poti v Ameriko in nazaj. On je šel 3-krat v Ameriko, pa 3-krat nazaj prišel in vsakokrat opisuje, kaj se je dogajalo pravzaprav tam. Gre seveda za tisti prvi val izseljenski, ki je tako ali tako, skratka, manj vemo o njem kot pa kasneje. Tudi manj je to vrstnih dokumentov, zato se mi je zdela zadeva izjemno zanimiva. In jaz sem takrat najprej domačine vprašal, sem rekel, pa morda bi bili tako, se pravi, ti lastniki tega rokopisa zdaj pripravljeni, da bi mi to izdali, pa oni so malo gledali najprej, pa kaj, pa kako, pa koliko bo koštalo, pa sem rekel, veš kaj, nič, bomo že nekje tisti denar, to se vedno pol najde. Počakajte, morda ne bo šlo v enem letu, v parih letih bomo pa že spravili skupaj tisti denar. In pa smo najprej na ZKD Slovenija smo prijavljali ene projekte, pa potem smo na JSKD-ju, pa z izseljensko matico, pa seveda urad je to podprl. In sem rekel, evo tako, čez dobre vole, to vedno pridejo ta pravi ljudje, skupaj ali slej se nekaj zgodi. In tako se v parih letih zdaj zadeva obrnila, da smo iz tistega, ko je bilo treba rokopis pretipkati, dobesedno je bilo to tipkanje precej zamudno, do tega, da je bilo treba pol na koncu to urediti, neko študijo narediti zraven in seveda oblikovati, pa vse skupaj natisniti. Tako da to je zdaj pač, ne vem, 3-4 leta smo delali na tem, evo pa je to prišlo ven, ne. No, ko smo že pri tipkanju, se tukaj zahvaljujem mojima kolegicama na Slovenski izseljenski matici, ki sta to skrbno pretipkale, ne, ker ni bilo enostavno, ker je pač, ko boste videli knjigo, to je, ampak o tem bo Tomaž kaj naprej povedal, ni klasična slovenščina, ampak je mešanica knjižnega, narečnega, pa še kakšnega jezika, ne, tako da. Ampak mogoče na začetek, ne, France Bambič je imel že brate v Ameriki, preden je šel, ne? Ja. Ampak njemu v bistvu, jaz moram reči, da sem tole zdaj, ko sem se pripravljal, še enkrat bral, ne? Če jaz sem dobro razumel, njemu v bistvu niti ni bila taka nuja, da bi šel v Ameriko, ne? On si je želel iti, on je bil malo te avanturistične žilice v sebi, ne? Zanimivo, jaz ko sem bral tekst, pa potem, kar so mi doma govorili, kak je bil, ne, ker se spomnijo, neka nečakinja je še živa, skoraj 100 let stara ženska, zelo tako aktivna, še vsak dan hodi peš in se ga zelo dobro spomni. Pa tudi te potem vnuki pa tako, ne, so še živi. Se ga spomnijo zelo drugačnega, kot pa v tu noto tekstu, kako piše. Ne. Se vidi ta razlika, kaj je bil tisti 20-letni fant, ne, on je bil rojen 1882, ne, tisti 20-letni fant se je videlo, da ga je nekaj vleklo. On je mogel iti, šel je seveda za bratoma, brat Ivan, še z imeni je taka zmeda, ne? Ivan, Janez pa Žan, 3 imena ima en brat. Medtem ko France smo tudi do konca ugotavljali, nismo vedeli, kaj je ta pravo ime. Franc, Frank, France, Francel, Frank, mislim, enih 5 imen uporablja on sam tudi, ne? Pa ta drug brat, ki je bil župnik, je bil Jožef, pa so ga Josip klicali, v glavnem cela zmešnjava je bila, pol, ko smo ugotavljali, kdo je zdaj bil, kje pa s kom, pa koliko bratov je tukaj zadaj bilo, pa tako, ne. Skratka, in 2 brata sta bila že v Ameriki in on je bil nekako določen, da bi on bil doma na kmetiji. Kljub temu, da je bil najmlajši, ker en od njih teh bratov, 3 še, je bil pa v bogoslovju, je bil pa za župnika. In je pol tudi vmes, ko je on se vrnil, takrat, ko je novo mašo bral. In kljub temu, da je bil določen, da bo doma pa prevzel kmetijo, v Ponikvah je on, piše, kako je razmišljal, pa kako bi v besede obrnil, da bi očeta prepričal, da bi mu dal denar za to, da bo šel v Ameriko. In seveda oče ni bil za, logično, da ne, edini je še bil tam, oče ni bil za. Kaj pa zdaj, pa z mamo govoril, pa toliko časa, da se je nekako odločil, da bi šel vsaj probat, a ne, so mu rekli. In je seveda je šel probat in je tam leta 1901, se pravi, se je odpravil na pot, star 19 let, približno dobrih 19 let, ne,
In tako se je začela pot do leta 1907, se mi zdi, 7. leta se vrne potem nazaj. 6 let je bil tam, to je bila prva stvar. Potem je pa 2 leti ostal tu, vmes je mogel opraviti vojaščino. 9. leta je šel spet tja do 11., ko pride sem, in 14. tik pred drugo svetovno vojno je zopet šel nazaj. Prvo svetovno vojno, kjer ga pa seveda tam zadnji del, oziroma drugi del rokopisa pa tu že zelo zaznamovan, ker on ni imel nikakršnih podatkov, veliko je bral, razjasnjuje razne dogodke, kaj se dogaja, predvsem iz podatkov v časopisih. Predvsem se je pa videlo, da sploh ni vedel, kaj se dogaja tistih par let, zato ker ni bilo, se pravi, pošta ni delala, vemo, da je bila ta blokada, vse, kar se je komuniciralo, se morda prek tretjih držav, vemo, kako to gre, ker Amerika je takrat bila na drugi strani kot Avstrija stara, in je v bistvu so imeli tukaj kar težave potem s komunikacijo in on se pravzaprav nekje pol, mislimo, da verjetno nekje leta 19 vrne domov, ker obstaja še njegov pasoš, ki je bil izdan za leto 19, da se pol v tistem času vrne domov. Kako je pol bilo, tam pa nima več drugega, kot pa samo kako ustno pričevanje, kak je bil on kot človek. Ampak on ni vedel, kaj je doma, v bistvu je pa mene je fasciniralo, on je tukaj celo analizo naredil vojskojoči se strani, posameznih držav, se pravi, da je mogel v Ameriki v bistvu dosti brati časopise. Zelo se je spremljalo, zelo je spremljal vse, kdo je koga napadel, koliko žrtev je bilo, mislim, to je bilo neverjetno, vse je pravzaprav vedel. Pa druga stvar je pa tudi zanimivo gledati, kako pomembno vlogo so časopisi imeli v tistem času. Recimo, ko se je iskalo stvari, jaz sem tudi iskal, a se on v časopisih, ki je pojavljal, ta Glas naroda je recimo v tem času bil zelo pomemben časopis, in sem iskal noter in pol imaš kar naprej, ne vem, ta pa ta išče tega pa tega, nazadnje je viden bil tam, a mi lahko sporočite, Ta komunikacijska vez z ljudmi so bili časopisi. Druga komunikacijska vez, ko je pa blazno zanimiva, je pa ta, da so dobesedno od ust do ust sporočali, da si imel ti si šel, predstavljati se kot človek, ki je šel v Ameriko, ki ni vedel nič, kako tam funkcionira, ni znal angleškega jezika, on je znal dolenjsko, niti to še ni pravorečna slovenščina, kot jo danes poznamo, to je dolenjščina čistče, In pride tja in pol tam večkrat opisuje in sem tam srečal enega črnca v angleškem jeziku Nigrota in sem Nigrota vprašal potem, kam me more peljati, na kjer vlak mora iti, in me nič ni zastopil, ker ni znal kranjski, piše, ni znal po kranjsko govoriti. In pol on je znal neki kranjske poslovenje, neke popačena poimenovanja za tiste kraje, da mu je on na listek napisal in pa mu je tisto pokazal, kjer vlak pa koliko more plačati, da mu je številko napisal gor, da je $10 vozonca, in tam sreča nekoga, s katerim se je nekaj zmenil. In je sprašal, a poznate vi enega Žana, Bambičevega Žana iz Ponikov? Pa on reče, tam je nek Kranjc. Reče, ne, morate iti v ono gostilno, tam so ene kranjske dekleta. V oni gostilni so kranjska dekleta, za Kranjce tam vejo, kje so. In je on šel v tisto gostilno in tako, pravzaprav čisto po naključju se je prenašala neka vest, kje se sploh nahajajo informacije, da so se oni našli do tisto gostilno, prišel v tisti gostilni, so rekli, ja, tvoj brat pa živi, moraš iti zdaj tja, pa tja, pa tja, in tako je našel brata, on sploh ni vedel točno, kje živi pravzaprav. Ja, se pravi, danes imamo internet, globalizacijo, ampak pred 130 leti, skoraj 125, se je dalo glihko, In on je potoval, to je zanimivo, ko opisuje, preko Švice, Pariza, Le Havreja, v Ameriko, New York. New York. On pisuje v tej knjigi praktično tudi te kraje, ne samo Ameriko. Ja, se v bistvu to je bilo dobro, ne najbolj zanimiv del, ampak tako, kako so, to so se prešvercali, namreč on ni ilegalno potoval, On je tu nekega agenta dobil, ki ga verjetno nekje, mislim, da čez bloke, ali tam nekje so ga peljali, pa potem dol, pri Gorici je šel čez mejo, pa potem Videm, pa pol gor čez Karmin, posel pa na Milano, pa mislim, da potem Innsbruck, pa na Cirih, piše, smo šli v mesto Čiri, kjer je Čiri, In potem se spomnim, seveda, ker Švicari Ciri rečejo, ker je krajše, in potem mesto Ciri, da smo videli, da je Cirih, pa iz Ciriha v Pariz, iz Pariza tam pa potem v to severno francosko Le Havre pristanišče, pa v New York, In
In tako vsakokrat po drugi strani, ko je šel pa nazaj, je šel pa po drugi poti, tudi lahko čez Trst pa sem prišel potem. Ne, pa tam. Enkrat so ločil z Ja. Maroko, ne. Ja, v Alžiriji so se ustavili, da je pomaranče kupil, ne, in je to prinesel Domov za... prinesel, ja. No, ampak v Ameriki je v glavnem dobro zaslužil, ne? Ja, zdaj, koliko je tiste bilo čase, za tiste ne? čase. Ja. To je tako, verjetno je bil zelo šparoven, oziroma tako, zdaj to, jaz nisem hotel preveč tega napisati, noč sem veljal je za kako ne politično korektno rečem, zelo šparovnega človeka. Ne? Škrtega. Bil je znan po tem, da je bil zelo varčen, predvsem tudi, ko je živel tukaj v Ponikvah, ne, je bilo tako, da so mi porazlagali ta nečakinja, povedali, da to je bil škrt, jaz ne morem drugače povedati, ne, in tam, ko vse tako piše, ker je Anka Novakova, je nekaj v njem pisala en kratek prispevek, ker tam je vse tako lepo napisano, ni bilo tako lepo, ne. On je imel tam omaro in noter je imel skrit tisti denar in vsakokrat, ko je žena hotela olje pa moko kupiti, jo je vedno rekel, a spet je zmanjkalo, ne moš bolj šparati in tako naprej, ne. Pa so povedali, da ko so elektriko napeljevali čez vas, mislim, da so to Italijani počeli, se je delal, to je bilo tam v času druge svetovne vojne, ne, pravi, je šel si na videz k sosedu denar sposoditi, tako da ga nima, ne, in po čez nekaj časa nazaj nesel, zato da je pač prikril, kot da denarja nima, ne. Je bil pa precej, je bil kar precej premožen, tam še neko zemljo kupil, tudi vedeli so, da ima denar, tudi sam je občasno tako, da uvede, da imajo denar, predvsem pa on je tudi eno premoženje podedoval po bratu, temu Jožefu Josipu. To je bil pa brat, ki je bil duhovnik in je pol v času pred drugo svetovno vojno umrl in je v bistvu premoženje po tem bratu, ki je bilo kar zajetno, je podedoval, ampak kaj se je zgodilo, z drugo svetovno vojno je ta banka propadla in je komplet premoženje od tega brata, ki ga je imel tam noter, tudi propadlo z njim. In takrat je bil tako razburjen, da ga je kap od tega, ne. Tako, ampak kljub temu ni mu šlo kakorkoli že slabo. Je pa res, da tisti ljudje, ki so v Ameriki toliko delali, pa on je relativno dolgo bil tam, ne vem, prvič je bil 6 let, pa pol po 2-3 leta, skratka 11 let je tam preživel, si je nabral za kranjske razmere relativno lepo vsoto in če je znal obračati, pa še tu je potem delal, pa kot godec je zaslužil, njemu ni šlo hudo, sem prvošel si načni, tako da tudi si rečeš vprašanje, kaj je s tistim denarjem, če ga imaš, pa nimaš nič od njega, razen številko, ne? Ta avanturistični duh je bil močen, ne? On se je vmes, mislim, med prvim in drugim obiskom Amerike, ne? Poročil, ne? Dobil enega otroka, drugi je bil na poti, mislim, da je, če sem prav razumel, punčka umrla. Ona je umrla, in je bolj po svetu eno dolgo, bom rekel, pesem, ne? Teh pesmi je kar nekaj, to bo Tomaž več povedal, tukaj je, bom rekel, so cele strani verzov, nekaj jih je zlagal, se pravi, je imel neko umetniško žilico tudi, ne? Ja, on je bil avanturist, sigurno. Jaz sem si ga vedno predstavljal, ko sem bral to človeka, ki pač mora iti, ne, se veste, kako je tisti, ko ima občutek, moram iti, tudi ko so ga prosili, naj ne gre, njemu ne bi bilo treba iti ta drugič pa tretjič nazaj. A ne, on bi komot ostal tu, premoženje je imel, kmetijo je dobo, ni jim šlo slabo in on je mogel iti še enkrat. In ko ga je pol že žena prosila, drugič, lepo te prosim, ostan doma, pa starši pa umrli bojo, on je še enkrat mogel potem iti, ne, s prvo svetovno vojno. Tako da je bil tak človek, ampak malo zanimivo mi je to, da se to zelo ne sklada s tem, kako so ga pa domačini opisovali. On je bil človek, ki je lepo komuniciral, z vsemi zadržan zase, ni maral glih pretirano razborljivega življenja. Jaz ne vem, zelo drugačni sliki se kažeta s tem, kaj so ga domačini gledali, pa kakršen je on tukaj noter v rokopisu. Res pa je, da je bil to že gospod po tem letih, ko je živel doma. Se veste, ljudje se spreminjamo, a ne? Tudi ko je bil, tam je bil godec, ko piše, kako si je doma špilov na harmoniko, pa da je imel gosli, pa citre, pa ne vem, gramofon je kupil, pa da je pol tam ena veselička smo naredili, piše, ne, in je on špilo tiste veseličke tam, ne, tudi v Ameriki, za 4 July, pišete dobesedno, za 4 July, ne, za 4. julij, ko praznujejo, smo naredili ena veselička, in on je tam špilo, in je harmonike imel tudi tu je pa špilo, so rekli, veš kaj, to ni bil glih on je špilo tu za denar, ne, zato da je zaslužil nekaj. Pa za pusta, seveda, ne. Ponikovci imajo specifičen odnos do pusta in on je vedno za pusta igral in je tudi napisal eno muziko. Sklepajo, da je naredil tam v Ameriki ali pa pod vplivom te ameriške glasbe en marš,
ki ga še danes v Ponikvah igrajo pri zadnjem večernem obhodu teh pustnih mask in poznajo to kot Ponikovski marš, ki je pa v bistvu njihova himna, dobesedno to, ko pridejo, ko zaslišijo tiste prve takte, vsi vstanejo, to je himna te vasi in on je, kot kaže, po izročilu avtor te himne. Ja. V glavnem je pa delo v rudnikih, nekaj sicer vmes, ki ga ima v zdravje, pa en štrajk je bil v enem rudniku, je delal tudi kot kmečki delavec, oziroma na poljedelstvo, ampak glavnem delal v rudniki, ampak tukaj ni imel prav sreče, ne? Glavnem se skozi, kjerkoli je bil, se je poškodoval, ne? Je imel kar nekaj, bom rekel, hudih poškodb, ampak tako kot je bil poseben, je tudi to tako zanimivo opisal, ne? Maš je rekel, da je to za zgodovino medicine, ne? Lahko je prispevek, ne? Se pravi, koliko operacij je bil? 23 operacij. Skozi me je kakšna skala padla na nogo. Tako, ja. Jaz ne vem, kak angel varuh ali kdo vsega je tam čuval, kolikor je imel pa on nesreč, tam čisto vsakokrat se po nesreči, ampak to so bile take res hude nesreče. Recimo enkrat je padla na njega 350-kilska skala, ne? In mu je zmečkala nogo, ampak po nekih čudežih, kako so njemu s takratno medicino to uspeli rešiti, ne? In to zelo nadrobno opisuje potem notra, ne, kako so mu odpirali, pa kamne ven jemali, pa potem on je bil zelo skeptičen do teh rudarskih bolnišničnih obratov, se pravi bolnic, ki so jih imeli tam na neke vrste, neke improvizirane ambulante so mogli imeti in se ni pustil narkoze, oziroma takrat še niso imeli te narkoze, kot danes oni so ta eter uporabljali, ne. In ni pustil, da ga bi uspavali. Je rekel, zato, ker viš, kaj to nikoli ni zihr, kot si tako poškodovan, ko jeste, do konca ubijajo, pa rečejo, ta je umrl, ker se ga ne splača zdraviti, ne? In je pustil, da so ga na živo operirali, potem tam in je pol razlagal, kako je trpel in pa da je pol celo noč tam še čakal, da so drugo dan električni voz po njega poslali, ena taka mala kočija, so rekli, zvoncem na vrhu, ne, seveda to so tisti prvi rešilci bili, ne? In so zvonili gor, da je rekel, in pa je ko zvoni tisti žalosten zvon, se mu vse ostale kočije umikajo, ne? Ko smo te v ta velik špital ali pa ta veliko bolnico so me pelali, ne? Tam so ga pa že pol večkrat operirali z narkozo takratno, ne? To so ta eter, on govori o tem, da so dali ena taka blagnata lerfa, ne, se pravi taka larfa, veste kaj je larfa, ne? Maska, ja. Maska, ne? Šlar piše, da je šlar, veste kaj je šlajer, ne? Staro ime za, to je bila tančica, so rekli šlar ali pa neka gaza, ne? Rekel, in pol so mi dali en šlar čez ksiht in pol so mi kapljali gor tisti eter, ne? Rekel, problem je pa zdaj bil, ker je bil tolikrat operiran, veste, to so stvari, ko rezistenco človek razvija, ne? In na začetku rabiš ti malo, na koncu rekel, so mi že tako polivali, da mi je po vratu teklo. In so rekli, štej do 25, rekel, jaz sem čez 5 minut, so me še sprašvali, kako se pišem, sem še vse vedel. Rekel, so me pa začeli operirati in sem še rekel, da ne, da jaz sem še kar pri zavesti, ne, rekel, me pa polil, rekel, me pa polilo dol po vratu, tam sem rekel, zdaj pa zadost, ne, rekel, zdaj bo pa dost. In so ga operirali in pol tudi on opisuje, kako je rekel, to ti zvoni not po telesu, pa en štrom ti gre, pa vse ti razbija, je rekel, pa se pa ne zaveš nič. Je rekel, pol si pa tam panan, ne rečejo, da oni uporabljajo besedo, da si panan. Rekel si, tako je rekel, da te lahko vse režejo, pa nič ne ve. In zanimivo je, očitno so uporabljali neke prve električne stroje, ne vemo kake, da so ga priklopili na nekaj, rekel, to me en tak električna mašina piše, rekel, in so me priklopili gor in to je ena taka mašina, da ti meri moč človeškega telesa, zato da vejo, koliko si še močen, je rekel, zato ker če te malo predolgo noter pod anestezijo, je rekel, če ti moč poide, zavedno zaspiš, je rekel, saj te nič ne boli, sam nazaj te tudi ni več, ne. Zdaj, kakva je tista mašina bila, pa kaj so oni to imeli? Ker je v takem zelo laičnem jeziku opisoval, ne, jaz se nisem znal predstavljati. To bi bilo čisto dobesedno za neko zgodovino medicine, dobesedno uporabnika, nekoga, ki je to doživljal, pa kako so ga prepikali s tisto mašino, pa tako naprej, potem to bi nekdo drug mogel povedati, ker to je čiste na svoja študija, ampak dejansko te operacije, pa kaj so z njim delali, pa
A ja, tudi rentgen, med drugim, če No, smo to že so- tam. Rentgen opiše, da je to ena mašina, ko ti slike od kosti vzame, ne? Da je to da elektriko noč spustijo, pa slike ven pridejo, nekako tako. In je Je slika, je celo narisal, kako so bile slike. Ne? je bil čist fasciniran in imamo slike svoje, ne? Saj dajmo okrog, ne? Ja, ja. Zadaj. Slike je narisal, ne, kako lahko ti skozi nogo slikaš kost. a ne. V redu je narisal, ne, se je še kar bil. Ampak je zanimivo gledati, ko danes je nam nekaj tako samoumevnega nekoga, ki pa je prišel iz okolja, ki je, predstavljajte se, Ponikve so vas v tem obdobju, ker ni niti elektrike. A ne, to je nek kmečki sin, ki je bil osnovno pismen, govoril je deloma verjetno kako besedo nemško, sklepamo, dolenščino, zelo jasno, tudi piše v dolenščini, a ne, je še ta sklanjatve, pa to je o to, Matej Šekli, profesor, bo več vedel o tem, ne, dialektolog, ne, smo šli v ena lepa bejla hiša, ne, ima še zelo te čist klasične dolenjske sklanjatve noter in ta človek, preprost človek, kmečki sin pride tam v te velika mesta, ne, kjer se čudi nekemu tehnološkemu razvoju, ne samo medicinskemu, ne, te stroji, ki jih je videl tam v bolnici, to je samo ena stvar, on tam vidi pol, ne vem, električni voz, ko začne poslim, kaj je to, tramvaj, ne, da je to električni voz, ali pa električna kočija, tudi malo zmedeno včasih piše, ne, ali pa da piše tam enkrat uporabi besedo streetkara, ne, je streetcar, ne, da je to cestni avto. Zdaj, kak je bil avto, jaz tudi ne vem v tistem času, ali so bili kakšni tisti prvi avti, verjetno so že bili v New Yorku, tam je verjetno videl marsikaj, ampak to je bila zmešnjava od kočij do avto, do tramvajev, do vsega tega, ne, v tem času. Skratka, tudi govori pol take stvari, kot je recimo prvič je videl tole ulično razsvetljavo, ne. On je bil fasciniran nad mestom, recimo v New Yorku, je rekel, veš, to so take velike hiše, je rekel, 100-120 metrov velike hiše imajo, rekel, in to so tako visoke, da sonce nič ne sveti med ulice in tam je tako temno, da morajo imeti električne luči podnevi prižgane, a ne? In je fasciniran nad takimi stvarmi, ali pa tudi ta elektrika je prav, a sem predolg? Ne, super si. Ok, me moraš kar ostaviti, ne? Elektrika ga je zelo fascinirala, tudi, ker je bilo to pač nekaj, kar je bilo, on skozi govoril neki moči, ne? Recimo na Eiffelov stolp, no, to je tak zanimiv detajl, ne? Ko pride v Pariz, ko opisuje, kaj se tam dogaja, njemu ni bilo preveč všeč v Parizu, sploh ne, ampak šel je pa na Eiffel, če niso rekli, on je samo rekel na mestni turn, mislim, da uporablja, ne? Da niso še rekli Eiffelov stolp, ne? In potem je rekel, da najprej gor, da niti ni stopnic, ampak je rekel, tam so nas zaprli v eno tako malo železno kamrco. Je rekel, in potem je električna moč gor nese in potem to silno trese, da ne veš, bo vse skupaj dol padlo, ne? In to je prvič dvigalo videl, ne? Na tak način. Ampak da njemu to ni nič všeč, ker je toliko ljudi, da se ne moreš niti izumikati kam in da mesto okrog in krog bobni, kot da bi 5 velikih decev na bobne skozi to gor, da je tako glasno noter, ne, recimo, taka stvar je. To so take impresije. Kaj pa angleščine se je dobro naučil? Na začetku ne, Ja, na začetku to je je sploh ni normalno, znal, ne. On govori, da je znal pol angleško, ne, tudi znal je, mislim, ne 2-krat, 3-krat napiše kak stavek noter, da je, ampak to je bilo ta piši, kao što govoriš, ne, to po Vukovem pravilu, ne. Pol je že znal toliko, da je komuniciral, se je bil 6 let tam, pa predvsem ta angleščina je delala kar velike težave nam, z Uršo sva si glavo razbijala včasih, kaj za vraga je on pri kakšni besedi mislil, ne. Recimo tam je napisal noter in po smo ladali kepse, ne. Dobro, jaz se spomnim, jaz sem s Koroške gor iz Črne, ne, gore vemo, kaj za ladati pomeni, to pač pomeni kako se reče, naložiti dinamit noter v lukno, recimo, ne, to je za ladati, ne, ampak kaj keps, ne, posne sklical ljudi, vem, da sem še svojega očeta, pa nekoga sem rekel, kaj bi bilo keps, je rekel, to so dinamitni, tisti kapselni, ne, ki sproži, da dinamit poči, ne, rekel, da to so dinamit kepsi in takih, po je tudi bilo, smo kupili 20 budlov
kaj ste kupili, ne, pa spet, kako bi to zvenelo, izgovarjaš batl, seveda, ne, 20 flaš piva, ne, batl, angleška steklenica, ne, pa je bil tam Captain je prišel, kdo je Captain, pa ugotovimo, da je to Captain, torej glavni vodja rudniškega obrata, ne, in tako naprej. Skratka, teh besed je bilo cela serija, noter nekaj pa takih, ko preprosto nismo vedeli, ne, ker tudi to ni jezik, ki bi bil tako, kot ga danes govorimo. Ne. To je zelo star jezik, ker je velikokrat ni ne vejc, ne pikorn, to se kar nadaljuje stavek, neke besede uporablja noter, ker niso čisto jasne, na kaj se navezuje, tako da je tu pa tam kak vprašaj, ko nismo ugotovili, kaj točno bi stavek pomenil, ampak branje je vse glih izjemno zanimivo, no, zelo fajn je brati stvar tako po malem, tako lahko, prijetno čtivo. Socialna mreža, ne, ki so jo imeli, ne samo Bambič, ampak vsi ti Slovenci tam, ki so pač konec 19. pa začetku 20. stoletja prihajali v Ameriko, je bila že, bom rekel, na grob oblikovana. On je imel dva brata, ampak verjetno tudi druge Slovence in ti so se na nek način med sabo povezovali. Ja, zagotovo ta socialna mreža je bila zelo močna. Oni so imeli tam enega agenta, ki jim je celo v New Yorku je pomagal jim, da jih je tja spravljal pa nazaj. Pozabil sem, kako se je že pisal ta agent. Kako? Glasa naroda, ja. Saksar, nekaj takega nas je, nekaj podobnega. Recimo, to je bil ena taka zadeva, da njemu se je zaupalo, zakaj je socialna mreža bila pomembna. Ne? Veste, oni so se skozi soočali tudi z raznimi goljofijami, tatvinami in podobnimi stvarmi in denar so mogli zamenjati in podobne zadeve. A ne? In tam je pomagal. Recimo so vedeli, da on je pošten in da Kranjcev pač ne bo goljufal. In on je bil Kranjc, govoril je o Kranjcev. No, takrat so rekli Kranjci, se vemo, kdo je to, pač Slovenci, lahko rečemo danes. Ne bo goljufal. Potem je imel svoja brata tam. Veliko so si med sabo pomagali, to so bile take, bomo rekli, taka žarišča, kjer so se pač bolj zbirali posamezniki, posamezni kraji, v posameznih krajih in med drugim je imel, ne piše čisto natančno, ampak srečal je svojega soseda iz Ponikov tam v enem trenutku in z njim sta se pol podala v času tistega štrajka, ni delal samo v rudniku in sta se podala v času žetve v Severno Dakoto. Ne? On je bil v Minnesoti večino časa. Ne? In sta pol šla, veste, to je pa obdobje teh velikih migracij v Ameriki tudi, namreč to so ta sezonska dela, ki so se zgodila na teh ogromnih farmah, to so te velike ameriške farme, kjer so potem ti delavci potovali iz ene farme na drugo, ker je bila tam žetu ali pa kakšno drugo to sezonsko delovno opravilo. Največ je bilo to v času žetve, ali riža, ali pšenice, ali koruze, bombaža, ko je bilo treba bombaž pobirati. In ona dva sta se v času takrat, ko so pač štrajkali, sta rekla, le midva sva tu, denarja nimava, zdaj pa gremo, nekaj bova že mogla zaslužiti. In potem sta ona dva šla tja žet, oziroma najprej kositi. So tam neke travnike kosili, neke močvare, očitno, ko so bili v neki mokroti noter do pasu v vodi. Kaj so oni tam delali, se jaz točno ne predstavljam. Da so kosili in on je rekel, da po enem dnevu, da je rekel, da bo šel, zato ker je že v rudniku bil, je mogel delati v enem zelo, je delal tako, da je voda po njem tekla. Je bil v nekih limano platno, so temu rekli, neko tako nepropustno, povoščeno, kakršnokoli, nekaj takšnega platno, eno tako blago je bilo, ampak on se je tam prehladil in je očitno domnevajo, da je na vranici zbolel takrat. In zato je že prva operacija, ki je bila, da so mu pol ta revmatično kri spuščali, kot piše ven, da so ga pikali pol z nekimi iglami, da mu je ta revmatična kri ven stekla. In pol, ko je on prišel v Dakoti ali tam nekje, kjer je bil na tisti kmetiji, ko so mogli kositi tisto, je rekel, da tega ne bo počel, da on je že v rudniku to pač delal in tega ne bo delal. Posta pa s tem sosedom šla okrog in sta šla pač pol kositi pa žito kositi oziroma žet, pa postavljali so te, se pravi, bomo rekli, temu reče šope, pšenice po koncu, pa veste, ko pokosijo tudi koruzo, so po koncu postavljali snope, ja, škop rečejo ponekod, se pravi, tiste so postavljali po konci
In to je bilo pač zelo, zelo zahtevno delo. To je fizično, cele dneve so samo to pač počeli, veste, to je bilo grozno, ampak zaslužila nekaj sta pa. Še hoteli so, da bi tam dlje časa ostala, očitno sta bila pridna delavca, ampak sta ona dva rekla, da ne, da to pa ne, da to je prenaporno in sta počasi, mislim, da je nekaj časa v gozdu delal, tam je bil za kuharja, je bil ta mali kuhar, se pravi ta drugi asistent in da so ga tudi imeli radi, so mu rekli, ostan še tu, da boš ta velik kuhar enkrat. In mu je bilo očitno preveč to, ni hotel tega kuhati. Tako da je nekaj časa je krožil, tam pa pol opisuje, kako je to pač potekalo. Zaslužil je za eno obleko tistega denarja, oziroma nekaj malega več, eno obleko si je še kupil, ker ta druga je bila že tako umazana, da je lahko sam stran vrgel. In je tudi mimo grede, ko smo pri oblekah, to potovanje, ko je šel prvo potovanje, je trajalo od Puniku pa do tistega dela, kjer je on bil, 28 dni. V eni obleki, v enih gatah, v enih spodnjem perilu, tako da je prišel tako umazan tja, da ni mogel nič drugega, kako pa samo stran reči, pa novo si potem iti kupiti. Ne pa si predstavljate, kako je to 28 dni biti v isti obleki. Danes si ne predstavljamo, ampak v tistih parnikih, 8 dni, v 3. razredu spodaj, kjer je bila neskončna nesnaga, tudi kakšne bolezni so prišle, ker opisuje tudi čas teh bolezni, ko so prišli noter, to je bilo precej drugačen način potovanj kot pa danes. No, meni je padlo oči, da ko so se selili za delo, to je tudi z današnjega vidika zanimivo, da so bili prevozi zastojni, zato ker so farmerji rabili delovno silo in so jih v bistvu dali na vlak, samo da so prišli, da so čim prej prišli, da so lahko začeli delati. Ja. Zastonj so se z vlaki lahko vzeli, a pa z nekaj malega, neka simbolična cena, da je bila. Tako da to je bilo prav sistem gospodarske podpore. To je, ne vem, kdo je tiste vlake plačeval, verjetno država, sklepam, da so imeli neko zadevo, zato da so lahko pol ti migrantski delavci znotraj Amerike potovali od te farme do farme in potem tam, in ona dva sta tudi tako hodila. Si mogel biti pa delavc, to je zanimivo, nisi smel potovati kot recimo turist, da bi imel veliko kovčkov, ker je on za to nekje obleko pustil. Se pravi, da je šel res kot delavc, kar je imel na sebi, tam so rekli, nimaš nobenih kufrov, nič ne potuješ, ti lahko greš. In je tako zastonj in mislim, da je tam nekje eno obleko pustil na ta račun, zato da mu ni bilo treba kart kupovati potem. V glavnem, velika večina teh Slovencev, ki so tudi pozneje, še v 50-ih, pa še danes, ko so potovali, ko so prišli nekam, so rekli, če bi imel denar, bi šel prvi teden domov. Ampak pri njemu ni bilo to. On je vedel, da bo tam bil in da bo šel domov. Večina teh ljudi se je pol navadila. Se pravi, so rekli, so živeli tam leto, 2, 3 in so rekli, bomo ostali, niso šli več domov. Njega je pa vleklo to domov, ampak to sta bila res, kot si že na začetku rekel, tako dva velika svetova. New York, ki je bil za tiste čase od Krajinske, bom rekel, svetlobna leta oddaljen, pa Ponikve, ki je bila pa ena vas, kot si rekel. Ampak očitno je šlo, tudi to. Tako da. Zanimivo je to, ko si rekel, zakaj. On je bil res razpet, to se vidi. On, brata, ki sta bila v Ameriki, sta bila tista, ki bi naj podedovala, ta prvi in ta drugi, on je bil najmlajši, 4. brat, torej župnik, tako je bil župnik v mestu, tako ni dobil kmetije, se pravi, prva dva bi mogla podedovati. In kaj je bil razlog, da nista šla nazaj? Sta rekla, mi dva imamo tu premoženje, hišo smo si ustvarila, neko malo posest sta tam imela, kam pa naj zdaj to dama? Mi dva ne moramo iti zdaj nazaj, ti moraš iti nazaj, ti nima še nič, In potem je prišel pač seveda nazaj, tam so ga, zdaj se moš pa vženiti, sosedo dobo, Marijo, in so se kar nekako zmenili. In kljub temu, da je pa že imel kmetijo, pa ženo, pa otroke, ta druga hčerka, ko se je rodila, je tako umrla, vmes, ko je on odšel, je ga vseeno vleklo tja. Pa še mu nič delati, pa je prišel nazaj. Pa je še ta tretjič pol. Ampak te hčerke je napisano lepo pesem, tako čutečo. Ampak zdaj, to, da boste malo na okus prišli, mi da sem se dogovorila, da boš en odlomek prebral, da boste videli, kako to. Jaz sem sicer si doma zaznačil, seveda, v svojo knjigo pozabil doma, zdaj pa ne vem. Se karkoli boš prebral, bo zanimivo. Bil je v bolnici, in nekako takole piše, ki pa se začne stavek,
Ko na začetka ne najdem, prešpegel sem. Prišla je ura 10, kjer so pripeljali v sobo moj nesrečni voziček, na katerega so me položili in odpeljali v operirana soba, operacija ali operation room, kjer je tu notri bilo spet 5 zdravnikov v bejlih haleh oblečeni in bejle kape na glavi, da jih je strašno zavideti, kjer stojijo okrog njega. No tako, ta soba sem pa dobro ugledal ta rajže. Kakšna da je, ko so me pripeljali v sobo, so me iz tega vozička položili na jedna malo večja miza, katera je bila iz debele glaževe, plošče ali šipe. In v tej krasni in strašni sobi vidiš vsake izvrstne operiške in zdravniške štramente, zdaj, kjer jih je na stotine, da prime v roke, kar hoče in kakršne je treba za vsakega človeka, zakaj, kjer so eni tako, drugi tako palirani. Ali vsi ti štramenti se svetijo kakor steklo. Ta soba ima, kar je na 2 steni, ali strani nima stene, ampak so debele šipe, da je svetlo kakor od zunaj, in na stropu jo ima velika električna razsvetljava z več luči, če pride, da ga po noči morajo palirati. Se sveti kakor sonce. In v drugi strani je mala sobica, katera jo ima elektrik stroj mašin. Ta elektrik stroj se sveti v tej sobici kakor sonce in je že vse gibalo in se vrtilo se na tem električnem stroju, da je bilo lepo zavideti. Ta stroj je sedaj šel zaradi mene. In tako naprej, ne, piše. In, In ker sem tu ležal, me iz ena rumena žalba namaže okrog ust in nosa in ena mokra brisavka mu je položila na čelo in potem mu položi na obraz šlar. To je tisti šlar, ko sem vam govoril, ne? Kateri je bil na dratu pripet, kjer sem že prvič omenil. In potem začneš krofiti na obraz, na ta šlar, sta giftana voda, da človeka mori. In še to, da preden mu dene na obraz tista šlarnata lerfa, mu zvežajo roke in noge s takimi jermeni, da ne more človek nič ganiti, kjer mu težko dene omedlevne giftne strupnice. Ta rajža je bilo meni zelo, zelo hedo zapanat, bolj nego prvič, kjer so me matrali z omedlevnimi gifti, kjer pravijo, da kateri ne šteje do 25 je že močan. Mene je vprašal čez nekoliko časa, koliko da sem star, in sem mu odgovoril, koliko da sem. In spet čez nekoliko časa, da kako se pišem, in sem mu spet odgovoril, kako da ne. Kako mu je bilo hedu, da ne je bilo za živeti, ne za umret, ker sem tako zdihval in kakor po noči gojizdni mili glase slišiš človeka, kjer ga morije močni gifti. In tako naprej, ne. Doktor Šivica, boste vi kaj dodala? Vi ste se največ z jezikom ukvarjala. Ja, najprej hvala Tomažu, da mi je povedal eni taki jezik spet. Ja, je bilo, mislim, to je bilo tako počasno, ne? Ja. Eno premikanje od besede do besede, zdaj to razvozlavanje, kaj sploh paše skupaj, pa kaj ne, ker to, tako kot je že omenil, ne? Pripovedovati je pisalo pripovedovati, recimo, ne? Mu je bil je pisalo po skupaj, ne? Tako da že take stvari, verjetno tudi ti pokazane so imeli te težave, ne? Potem je bilo pa to razvozlavanje, kar je že vaš omenil, to, kar je bilo vratno, kaj pomeni, ne? To so bile narečne besede, nemške besede, potem prišlo so angliške besede. Ne samo to, bile so besede napisane s po začetnico, kadar ni bilo treba se malo. In potem tukaj je bilo že težava, je to zdaj mesto, je to kraj, ali predmet, kaj to je, ne? Se spomnim na več mestih, ko je potoval, potem smo pa prišli v Luksemburg, ali Buks, ne, napiše Luksemburg, tako bo že pisali Buks. Buks, ja. Buks, niti nisem vedela, ali je V, potem smo na koncu res ugotovili, da je Buks z malo napisano,
In potem je sprosil v Švici, kaj bi to bilo, ne? So male, to so veliko, kaj bi to bilo, ne? In potem njen mož je Švicar, ja, svi na meji med kje? Avstrijo pa Švico. Avstrijo je kaj Buks, ne, seveda. Ne In bi bilo jasno. To je meni prehod bil takrat, ne, in kako to... Ne, govorim en primer, ki je bilo pa ogromno, ne, in tukaj je bil, tukaj je skratka po zgodbo prišlo veliko posameznikov, strokovnjakov, tako za jezik, potem za zgodovino železnic, Ja, točno. zgodovino medicine, etnologije in tako naprej. Res, mislim, v tej plati bo res zanimivo, ker je bilo toliko teh ljudi. Pa vojaško v Franciji, ne? posebej pa on bil. Vojaški izrazi, kar se tiče činov, mornarice in tako naprej. Skratka, veliko enih ljudi je tudi treba vključiti, da smo vsaj te oglatne pripaje nekako izpolnili. Tako je bilo kar zanimivo, ampak tak izziv vedno pa ima se pri vsak programo v učeniku, kako pa tega niso vedeli. Ja, točno to, kar si Urša rekla, je zelo pomembno, ker to je dobesedno toliko specialističnih nekih znanj, a ne, recimo tam, ko imaš, tam reče naš Radecki, a ne, Feldmarschallleutnant, ne, kaj je zdaj to, ne, Feldmarschallleutnant je danes general-major, ne, in ti pač moraš za nekoga, ki se prvič sreča s tem, pa dobro, Feldmarschallleutnant je še vsak slišal, ne, ko pa imaš ti tam pol, ne vem, recimo žargon vojaški, ne, Korporal Horzameldam, ne, to pa imaš pol, če moš pa z nemško, to pa pokorno javljam, Pokorno ne, javljam, ja. desetnik pokorno javljam, ne, ko imaš tega žargonskega izraza ogromno, recimo not, ali pa recimo vem, da smo tam imeli vprašanje, čakaj, bilo nekaj, ko je stiral vlak, da je tam nek lunček, ne vem, kaj se z nekim lunčkom zgodilo, ne, in kaj, sploh ne veš, dokler nismo to ugotovili, da nek zaponka na osi, kjer drži kot neka varnostna zaponka kolo gor, ne, in take stvari, ne, in tega zelo veliko, tudi še danes, ko sem jaz nekaj bral, sem me kapljeno dobil. Ja, Kjer je vprašaj bil, da se to bila Jaz ugotavljam, da sta vidva malo premlada za ta tekst. Da vi starejša generacija bi še kaj mogoče vedeli. Ja, ja. Mene zelo veseli, ko bomo šli s to knjigo v Ponikve, ne, to bomo probali še zdaj spomladi narediti, ne, k ljudem, ki se ga še v bistvu spomnijo, ne. Ampak vse skozi me je, bom rekel, to sva se že midva pogovarjala, pa nekaj si že povedal, ne. Pa je prišel z Amerike, takrat po prvi svetovni vojni, prevzel kmetijo in od takrat naprej, razen to, da je Harvonko Špilo pa Grdo napisal, se do leta 55, ko je umrl, ne, pač malo zaradi žalosti in pa vsega. V bistvu je lepo starost dočakal za tiste čase in glede na to vse, kar je doživel v Ameriki, ne, 23 operacij, delal v rudniku in tako naprej, je bil tam, koliko je bil, 71 let je bil star, ko je umrl, ne, se pravi, je nekaj takega, no. Za tiste čase je lepa starost, ampak človek nekaj je bil, rekel, odprte glave, ne, to smo danes slišali, ne, ki je v bistvu relativno za tiste čase nadpoprečno razgledan, ne, se pravi, če je o Radeckem kaj vedel, pa tako naprej, Ponikvah, ne, ker ni bilo ne elektrika, ni časopisov, ne radija, ne nič, ne. Je pol naenkrat mrkno, je delal kmetijo, otroke, ne, imel je 10 otrok, ali koliko, ne? 11, no. In Špilo je imel harmoniko, ne, se pravi, Ja. v bistvu nekako mi ne gre to skrb, ne, tudi. Že od začetka se ti pravim, ne? Na eni strani imaš to podobo, ki jo kaže rokopis, ker je bil zelo vedoželjen človek, tudi kje vse te informacije dobo, on vse zgodovinske bitke tam razlaga. A je to šlo, jaz sem se vmes spraševal, Urša, veš, a je to šlo po ustnem izročilu neko znanje tudi, ne? Recimo tam pride v Innsbruck, Inomost še piše, ne, še to je bilo zanimivo, kaj je zdaj Innsbruck, ne, to je Inomost, ne, in tam imaš neke lokalna poimenovanja, ki so še v slovenščini gor, nek hrib, kako se že, nek grič, ne spomnim se, ki je še slovensko ime za tisti grič bilo gor, recimo v Innsbruck. Ja, to je tam, ko gor, Ja. vlečnica vozi gor. Je poimenovanje in da je tam na tistem griču bil en Andrej Hofer, ne, ki je tam pokopan notri in on je to opisoval, tiste upore in mislim, pa tega danes ne vemo, ne, mislim, on je to poznal, te stvari. Tudi potem te, od Napoleonovih bitk in takih stvari, ne, on je izjemno
načitan je bil za tisti svoj čas. Jaz si ne predstavljam, odkot je on vse te informacije dobil, ker tega sklepam, da ni v časopisu ravno prebral. Ne? Je mogel nekako prenesti ali se z domačini pogovarjati, ali je to ustno izročilo bilo še tako močno. Ne vem, blazno zanimivo mi je bilo to. Sploh ta zadnji del teksta, kjer on pravzaprav opisuje te zgodovinske dogodke, a ne, kaj se je dogajalo, pa kako, pa kjera je trdnjava, pa kaj v kakšni trdnjavi se je zgodilo, pa kdo je komu vojsko napovedal, pa kako so razpadali te velike države. Ne, to vse noter opisuje in se rečeš, to je bil človek, ki je mogel ali takrat zelo slediti, tako ali tako, pa še odprej nekaj znanja imeti. Ne. Sočasno pa vidiš, da ima zelo slabo, pravzaprav mislim slabo slovenščino, dolenščino, ne, on je pač, ja, zelo dolensko je še pisal, ne, se ste slišali. No, mislim, da ne bomo vse povedali. Mislim, da je knjig dosti za vse, ker ste bili danes toliko, bom rekel, pridni, vam predlagam. Jaz sem občudoval te verze, ne, to ni verjetno, ste vi bolj vedela, kakšna velika pesniška, ampak je pa, nekaj je pa le čuto, kljub temu, da je šel, ne, tukaj piše, kako so tukaj dolge ure, kakor doma cele dni, ker se enega drugega sliši, da vsak bolečine trpi. Koliko žalosti uživam, ker domislim se na dom, na svoje žena in otroke, kako daleč zapustil sem. Ne? Se pravi tega, to je mogoče verjetno eden tistih razlogov. Ne? Kljub temu, da je šel, ne, je čutil eno domotožje, eno navezanost na domače, bolj že na svojo družino, se pravi na ženo in otroke. Ne? Ja, on je tam, ko je ležal v tej bolnici, je seveda imel enkrat zelo dosti časa, enkrat je z njim okrog 112 ali 120 dni ležal v bolnici, ne? Ker je pač verjetno razmišljal o teh stvarih, pa se si pisal pol te razne rime in podobne stvari, se ni imel nič drugega za delati. Enkrat so mu dali pol, da bi se kosil travo, pa ni mogel, ker je bil prešvoh. Po drugi strani je pa meni bilo zelo zanimivo tudi to, ko se rečeš, se ni čudno, da so bili švoh, ne? Ker hrana je bila pa tam izjemno slaba, mislim, v teh bolnicah, ne? To ni bilo tako lepo poskrbljeno in tudi piše, on sam piše, rekel, tu bolj z lakoto zdravijo, kot pa zdravili, ne? In po mi je postalo jasno, najprej napiše noter, najprej piše, da je ameriška oziroma angleška hrana, je rekel, to je tudi solata cukrana, je rekel, sam cukr je posod, ne vse je cukr, posod dajo cukr not. Ko je bil pa operiran, ne, pa piše, rekel, 4 dni nisem dobil nič za jest. Rekel, po 4 dneh sem dobil pa 10 dni, potem vsak dan en kozarc mleka. Je rekel, to vse, kar so mi dali. Ja, on bi od lakote tam skoraj dol prišel, ne, mislim. Tako je rekel, in pol piše, da so, je rekel, sej dajo ti glih toliko, da od lakote ne umreš, ampak želodce ti pa strašno skrči, ne. In to je bilo v tisti njihovi v bolnici, kjer je pač on kar precej časa preživel, verjetno tam. Jaz si predstavljam, da je mogel zelo shujšati, no, pod takim režimom, pa da je bil res švoh, ker so mu rekli, tam mu je rekel, nisem imel kaj delati, sem bil toliko švoh, da tudi trave nisem mogel pokositi tam pred bolnico, enkrat omenja. Ne. Je pač pol pesmice pisal noter, pa neke litanije hudega moža si je spomnil, pa take traparije. Ne. Vsi se začnejo s ti, ne? Zanimivo, tako, dve strani, ne? Vsak vers s ti, ne? Vsaka vrstica s ti. Ne? Ja, Tukaj so rekli, da imamo 1 uro. Tako? Moramo bogati, ker smo gosti. Ja. Boštjan bo vprašal še kaj. Teksta videti, kaj se je lotil pisanja. Še ni bil vzgojen tako, da je pisanje nekaj pomembnega. Pa tudi doma, ko je bil, ne boš ni pisal. Ne, to je domnevno napisal v tem obdobju, tam, ko je bil v Ameriki, nekje okrog leta 11 sklepamo, da je nastal ta tekst, ne? Zakaj se je on odločil, hotel je pač popisati, on omeni, da je hotel popisati svoje življenje. Ne? Verjetno, da je, zdaj več o tem ne vemo, ne? Da bi rekli, a je on veljal v kraju, da bi veljal za edinega, ki je šel, to ni res. A ne? Takrat so masovno hodili, a ne? Da ni bil nič posebnega, da bi iz tega stališča, ampak je očitno imel neko žilico tudi po tem ustvarjanju, ker on je bil tako ustvarjalen človek, ker se to vidi že po samih pesmih. On je ogromno pisal, to so bile te 4 vrstičnice, to je bil to po principu teh Štajrišev, ne, ali pa teh 4 vrstičnic. Drugega razloga, ko pa da bil sam malo nagnjen k temu, jaz ne vidim. Ne vem. Smo mu pa hvaležni, ne, ker smo v bistvu dokument, ne,
ki je v bistvu, bom rekel, kar eno lepo luč na ta del slovenskega izseljenstva v bistvu kaže. Ne? Tako da Mi imamo navadno v zgodovini neko obdobje teh velikih zgodb, kjer se je pisalo vojne, pa tisti pomembni ljudje. Ne? Ampak ta obrat v zgodovini se zgodi in ključna zgodba pri poznavanju zgodovine je pravzaprav ravno kontra, ne? Pogled malega človeka. Ne? In to je vedno bistveno težje, ker te informacije malega človeka, se veste, to je pod narekovaji, ne? Tako kot si že ti rekel. Ampak te informacije, kako so ti ljudje videli, kakšne so bile njihove strategije preživetja, doživljanja. Danes je v tej fenomenološkem pogledu znanosti, ne, ko je vse na doživljanju, tu imamo te podatke, ki so tako pomembne. In ravno z tega razloga se je meni zdelo tako pomembno, ko sem ta tekst dobil v roke, se neko to bomo prej ali slej, bomo že uspeli nekje, bomo že zvrto take ljudi, da bojo pripravljeni to podpreti. In se mi zdi, da je ključna stvar, da je to objavljeno, zdaj pa ne znanost to obravnava potem naprej, jezikoslovna, zgodovinska, antropološka, kjerkoli pa želi. Janez, ti si hotel še reči? Ja. Vse jezikoslovno dosegli, ali ste bralcev, da ste gej. Tekst je napisan tak, kot se pravi, originalno pretipkan z napakami v red. Ja, vse. Ravno to je pa predpogoj bil, to sem pa skozi hotel, da dobesedno se nekole delali bomo točno za originalnim besedilom, z vsemi sintaksami, z vsemi napakami noter, kjer je bilo, z Uršo sva dodajala noter, predvsem samo kjer je kak prevod, sam to je zraven oglat oklepaj, da se vidi original, pa oglat oklepaj, recimo, ne. Tako da ravno s tem namenom tudi, da je to dokument, ki je potem relevanten za nekoga, ki je lahko jezikoslovno, če bo zanimiv, jaz ne vem, a bo ali ne bo, ali pa za nekoga, ki bo sam bral, ne pa da prevajaš. Takoj, ko bi šli v prevod, takoj že izgubimo en del nekih informacij noter. Ne. Kaj pa pravijo, kako je ta človek preživel drugo vojno? Nič ne vem. Normalno, nič se ni zgodilo tam. On je bil blazno pobožen takrat, to vemo, da je imel predvsem težave po drugi svetovni vojni, bili so zelo verne družine in takrat so mu, zdaj se pa ne spomnim, 46. leta se mi zdi, on je namreč, ko se je zaobljubil Mariji, da če bo preživel te nesreče, pa te operacije, pa tako bo Mariji postavil kapelco. In je pred sorodniku so mu dali zemljo, to so se veste, te vaške sorodstvene vezi, so imeli zemljo ob glavni cesti in je tam Mariji postavil kapelco. In mislim, da so po leta 46 zaminirali tisto kapelco z Marijo vred in gor je posvetilni kamen. Mariji je bil posvečen in ta posvetilni kamen družina še hrani, je počen in ga imajo doma in je tudi noter, sem ga šel poslikati dol, da je noter objavljen. Tako da drugega kot to, kaj je med vojno delal, tam verjetno nič posebnega, pač preživel nekako tisto vojno, on je bil že takrat, vseeno tudi v letih, ni bil najmlajši več, a ne? Če je 82 leta rojen, a ne? On je bil tam pri 60 letih, to je bilo v tistem obdobju že relativno star, kmetoval je, predvsem po vojni je pa to ga doseglo ta dost problem z režimom, no, takrat je zelo grdo, ni se strinjal s tem režimom, no, ker je bil predvsem iz stališča odnosa, vemo, da cerkev je takrat postala marginalizirana in tudi pogled na vero se je zelo spremenil, ne. Tako. Hvala. Še kakšno vprašanje, Jože? Si nekaj roko dvignil. Poznaš periodizacijo teh izseljenskih valov. A je kakšno starejše dokument take vrednosti, kot je vem, so strani izseljencev? Jaz mislim, da je eno najstarejših takih virov, ne, ki govori o tem prvem valu ali pa recimo drugem. No? Drugi val je bil že, ja. Ja, nekaj je, ampak tako, da bi bilo v taki obliki objavljeno, pa predvsem, da bi pri nas nastalo. Ne. V Ameriki se še najde kaj, ne. Matjaž Klemenčič je kdaj kaj našel. Jaz sem bil v Clevelandu na pokopališču, ker je prvi Slovenec pokopan 1886, ne, grob, ne, ker je Slovenc, ne, in tako naprej. Ampak na ta način, predvsem meni se zdi to, da je v bistvu ta, bom rekel, kako je plastičnost, nekako je to opisoval, to je res, bom rekel, izjemnega pomena. Ne. Tako da. Struktura, verjetno, dosti te zapuščine pisme so pisma, ne? Ja. Ampak pismo čisto drugače, ne? Seveda. Pišeš v bistvu, ne? Nisi tako iskren, verjetno, kot se nekaj meniš.
Mogo je imeti dober spomin, ne, ker on je pisal tudi za nazaj. Ne, to on je začel pisati 1911. Ne, Ja. si rekel že večkrat. Ne, se pravi, da je to vse obnovil. Zato mene, bom rekel, za me je ta enigma, to vprašanje, ki si ti rekel, Janez, jaz nisem tudi rekel, kaj pa vojna, ampak očitno ni bil nič angažiran. Ne, na eni in drugi strani, razen to, da je pač... Jaz sem pri žlahti spraševal, Ja. če imajo še kakšne vire, karkoli, a so pisma ali karkoli, obstajajo dokumenti, se pravi te Reisepass, ko so imeli takrat pa te dovolilnice, to je pa vse. Mislim, zelo malo se ve o tem človeku generalno. Ne? Razen če še kje v Ameriki, kaj jaz ne vem, Ja. tega nismo gledali. Ampak. Jaz bom pa še za piskača povedala, če si ga ti dobil. Profesor Destrin je tam v 70-ih letih, po mojem, za zgodovinski časopis napisal eno lepo razpravo ljubljanski piskači. Tako. Hvala. Tako, še kdo kaj? Državna sekretarka še? Hvala, zelo lepo. Ja. Tako.